Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom, v katerem bomo danes govorili o renovaciji kleti v bivalne prostore. Z menoj v studiu sta sogovornika Gregor Knez, inženir gradbeništva in produktni vodja pri Mapei Slovenija. Pozdravljeni. Pozdravljeni. In pa Igor Pejč, strojnik in obrtnik gradbene stroke. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Dobrodošla. Hvala. Danes v luči nekako pomanjkanja bivalnih nepremičnin vse več ljudi razmišlja o renovaciji kleti v bivalne prostore. Kje pa se največkrat po vajinih izkušnjah zatakne pri tem projektu? Jaz mislim, da se zatakne že kar kmalu na začetku, ko dejansko ti investitorji, uporabniki začnejo malo bolj konkretno preverjati te prostore in dejansko se ugotovi, v kakšnem stanju so, se pravi, ali da nimajo ustrezne višine svetle, ali pa da so, zidovi poškodovani zaradi vlage. Skratka, ko pridejo konkretno v neko situacijo. Ja, po mojih izkušnjah je usklajevanje pričakovanj, želja, se pravi, kaj si stranka želi iz nekega kleti narediti, pa to, kaj je na koncu realno možno. In vsi stremijo k nekemu končnemu cilju, ki je pa dostikrat tako, da se v bistvu maskira težave, zaradi tega, da pridemo do končnega videza, ne rešimo pa težav v globino in v bistvu s tem si kupimo nekaj let, na koncu imamo pa spet visoke stroške in tako naprej, in to zna biti kar problematično, ker bi vsi nekaj na hiter. Ja, to pa je, ja. Kaj pa je največji problem teh prostorov? Pomanjkanje naravne svetlobe, prezračevanje, kapilarna vlaga? Kaj je najhujš? Ja, vsak projekt ima neke svoje specifike. Ali so to neke stare meščanske hiše, kar se zdaj v centru velikokrat dogaja, kjer se za namene Airbnb-ja proba vsak kvadrat izkoristiti. Tam so izzivi definitivno vlaga, pa je problem pa z sanacijo tega. Svetloba je definitivno velik izziv, ker brez neke naravne svetlobe se počutiš, kot da si v nekem bunkerju, in je pač bivanje dosti slabše. Pa definitivno v mestnih središčih je težava prezračevanja, ker ti odpiraš okna ponavadi k cesti, kjer so pač razne plini, ki se zadržujejo, potem zelo nezdrava klima po stanovanju. Tipo polklet, in tako, je ja. Okno nekako na višini. Tako, ali pa če je kletno. In to naravno prezračevanje, kjer odpiraš okno, potem ni najbolj priporočljivo. Plus hrup. Ja, zagotovo to so potem dejavniki, ki na koncu zelo vplivajo na samo kvaliteto bivanja v takih prostorih in nenazadnje tudi na samo zdravje tega uporabnika ali pa prebivalca tega prostora dolgoročno. Kapilarna vlaga smo že omenili, da je eden izmed glavnih problemov. Kaj pravzaprav to je in zakaj povzroča toliko težav? V bistvu kapilarna vlaga je fizikalni proces, kjer dejansko nam vlaga iz tal skozi temeljna tla oziroma skozi temelje prihaja v sam zid, v samo konstrukcijo. Reče sporozen. Tako, bi rekel, s pomočjo tega tako imenovanega kapilarnega dviga skozi kapilare. Torej, vsi materiali so na nek način porozni in dejansko skozi te kapilare se potem ustvarja ta vlek srk. To je podobno, kot če si predstavljamo dejansko, da smo neko gobo, spužvo za pranje avtomobila postavili v vodo in dejansko ta spužva začne to vodo srkati vase in jo dejansko dvigovati. Torej, skozi te kapilare se v bistvu ta vlaga dviguje praktično čez celoten prerez zidu kot takega. Kako pa potem to vidimo, da ima objekt težave s kapilarno vlago? V bistvu najpogosteje ali pa začetek je tako, da praktično se začnejo na samih zidovih, običajno spodaj pri tlaku,
pojavljati neki mehuri barve, se pravi najprej madeži, mehuri barve, potem čez neko daljše časovno obdobje pa dejansko začne ta barva odstopati, začnejo te fini kiti odstopati in nenazadnje potem na koncu začnejo odstopati luščice tudi sami ometi kot taki. Torej na poškodbi vidimo to kot poškodbo na zidovih. Pa tudi mogoče ni to isto kot kondenzacija. V bistvu ni isto kot kondenzacija, se pravi, ta dva pojava je treba kar ločiti. Torej, kapilarna vlaga se dogaja v zidu in nima veze z kondenzacijo. Kondenzacija je pa praktično pojav, kjer se zrak v prostoru, ko pride v kontakt z hladno površino ali pa ko se zaleti v hladno površino, dejansko odda to vodo, vlago in v bistvu se odraža kot kapljice, odraža kot pač voda na površini. Ta pojav se dogaja izključno na površini in se v bistvu najprej odraža v smislu nekih plesni, predvsem plesni na površini. Pri kapilarni vlagi, kapilarna vlaga nekako lahko vse objekte prizadene ali objekte, ki so locirani na nekih določenih lokacijah, kjer je več podtalnice? Zagotovo, ja, se pravi, torej objekti, kjer je dejansko so grajeni na bolj vlažnih področjih, je ta kapilarni dvig oziroma prehod te vode absolutno bolj izrazita. Torej, če imamo mi objekt postavljen na suhih temeljih tleh, potem tega kapilarnega dviga ne bo prisotnega. Se pravi, kjer pa imamo večja kot je koncentracija vode, pod temi temeljnimi tlemi, pod temelji, večja je pač potem verjetnost oziroma možnost, da se pač to bolj intenzivno začne odvijati. Kako pa se lotimo sanacije kapilarne vlage? Kako lahko postopamo, če opazimo ta problem torej na? Zdaj je tako, če opazimo ta problem, v bistvu imamo na nek način dve metodi, ki se ena in drugo dopolnjujeta, in sicer izvedba tako imenovanih sušilnih ometov in pa izvedba v bistvu hidrofobne bariere. In dejansko mi s hidrofobno bariero praktično preprečimo ali pa omejimo ta kapilarni dvig. To se izvede z odkopom? V bistvu ne. To se izvede tako, da lahko na zunanji strani, ampak na zunanji strani zidov običajno nimamo prostora oziroma pač zaradi nekih okoliščin ne moramo narediti odkopov. To se izvede na notranji strani. Ja, v bistvu na notranji strani. Izvede se pa to tako, da v bistvu v nivoju tlaka, torej čim nižje, v zid izvrtamo luknje, nekje na rastru 10 do 12 centimetrov. Primer teh lukenj je ravno tako 12 milimetrov. Te luknje potem temeljito očistimo in v njih vbrizgamo s pomočjo pač orodja en poseben gel na osnovi silanov, katerega potem ti vpojni materiali vsrkajo vase in v bistvu s tem naredijo prepreko, bariero, pregrado za kapilarni dvig. Torej naredijo te materiale hidrofobne, torej se pravi več vode ne vpijajo, naredijo bariero in s tem dejansko preprečijo ali pa omejijo, da se ta kapilarni dvig nadaljuje v zidove. Se pravi, to delamo samo ob tleh ali delamo do višine? Samo ob tleh. Torej, dejansko hidrofobna bariera je predvsem namenjena v bistvu kapilarnemu dvigu vlage. In mi dejansko čez celotno površino zidu naredimo v eni liniji dejansko samo to bariero. Dejansko ti materiali imajo zelo dobro sposobnost penetracije in v bistvu potem naredijo okrog, kako bi rekel, se pravi, okrog sebe dejansko površino, ki je neprepustna za vodo, če bi tako rekli. Pa mora imeti zid kakšno določeno sestavo, da to deluje, oziroma je to možno delati na, ne vem, opečnih, kamnitih, betonskih zidovih? Torej, hidrofobno bariero je delati praktično možno na vseh zidovih, ki so polni. Se pravi, govorimo o pečni polni, govorimo o betonski zidovi, kamniti zidovi, seveda ne moramo pa to delati na nekemu zidu, ki je narejen z NF opeke, ker praktično tega gela nimamo kam injecirati, če bi tako rekli. Zdaj seveda same metode se na nek način razlikujejo, bi rekel tako, pečni zidovi
pa betonski zidovi so relativno zelo predvidljivi za samo izvedbo. Ne. Pri opečnemu zidu imamo neko fugo in nam je zadeva zelo jasna, tisto horizontalno fugo na 12 cm lepo zavrtamo, vstavimo ta. Pri kamnitih zidovih je zadeva nekoliko bolj kompleksna, ravno z tega vidika, ker v bistvu imamo ta sistem fug dosti razvejan in v bistvu potem težko ali pa težje dosežemo, da smo dejansko vse te fuge impregnirali s tem pač hidrofobnim sredstvom, ne, oziroma z gelom. Ne. Da je neprekinjen Aha, ja. sloj. Da je neprekinjen sloj, tako. Ne. Kaj pa ta druga metoda? Običajno se kombinirajo, torej sušilni ometi, ne, se pravi, mi s hidrofobno bariero omejimo, preprečimo ta kapilarni dvig, torej smo na nek način preprečili vzrok. Sušilni ometi, kot pa že samo ime pomeni, pa v bistvu sušijo te zidove. Torej, namen njih je ne, da zapirajo vlago v zidove, ampak jih izsušujejo. Torej, vlaga, ki dejansko je ostala ali pa na nek način prihaja, če nismo naredili hidrofobne bariere v zidove. Naloga sušilnih ometov je to, da jo čim hitreje spustijo v prostor in s tem dejansko zid sušijo. Torej, če si predstavljamo, če naredimo nek cementni omet, ki ima zelo zaprto strukturo, bo ta kapilarni dvig se nadaljeval in bo v bistvu dejansko zid vlago vlekel gor in gor in gor in v nekem trenutku bomo to vlago lahko imeli tudi do stropa ali celo po stropu. Ne. Filozofija ali pa namen sušilnih ometov je pa ravno to, da dejansko to vlago iz zidov čim hitreje spustijo v prostor in s tem dejansko so zidovi v bistvu suhi. Ne. Tukaj je, če lahko sam dodam, potem zelo pomembno tudi naprej, kaj se daje na te zidove. Ne? Zdaj, če damo kakšne lateks barve ali pa karkoli tazga, pol nismo nič naredili, ker vlago zapremo not, tako da mora biti celotna faza do zaključnega, recimo temu estetskega sloja, pač narejena z primernimi materiali, zaradi tega, da cel sistem kot tak deluje. Ne? Drugače, kar glih to je tudi ena od težav, ki se dostikrat pojavlja, pač narediš do tukaj vse prav, potem pa zadnjo fazo narediš recimo po svoje, ne, in se v bistvu vas trud uničil. Ja, v bistvu struktura, torej ti ometi so narejeni tako, da je njihova struktura dejansko vsebuje zelo velik delež pora. Ne. Skozi te pore potem ta vlaga prehaja iz zidov v zunanjost, torej v prostor, bodi si, če so noter, ali pa tudi, če jih delamo zunaj, ne, torej v prostor. In seveda, tako kot je gospod povedal, zelo pomembno je, da tudi mi na koncu, torej ti zaključni sloji, bolj ko so fini, manjše te pore imajo in če to zapremo, potem se zopet nam lahko zelo hitro zgodi, da se nam bojo tudi te barve, fini ometi dejansko začeli mehuriti. Tako da to je zelo pomembno, da je cel sistem zelo paroprepusten, se pravi, da omogoča tej vlagi, da prehaja v prostor. Tudi dejansko včasih me kdo sprašuje, če lahko damo na primer zaključno vlogo iz keramičnih ploščic. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne. Torej, sušilni ometi ostanejo takšni in dejansko želja ali pa bi rekel celo zahteva je, da ostanejo tudi čim bolj grobi. Se pravi, čim manj nekih zelo finih kitov z zelo zaprto strukturo, kar zopet zapira ta omet. Ne. Barve zelo paroprepustne, se pravi kakšne apnene barve ali pa na osnovi silikatov, se pravi paroprepustne, nikakor pa nekakih akrilnih barv ali pa tako kot je gospod rekel, nekih opleskov, pralnih, lateksov in tako naprej. Ne. Dejansko s tem se vsa funkcija zgubi. No, potem naslednja tema je pa verjetno bolj prezračevanje. Če ta vlaga vseeno prehaja v prostor, ker ven ne more, če smo v kleti, ne? Kako se lahko lotimo prezračevanja v kleti? Ja, to je definitivno en zelo pomemben faktor v kleteh. Jaz smo imeli tako zanimivo, smešno zgodbo očeta, ki je šel v najem v eno polkletno stanovanje in je tam bil točno en teden, ker je pač ta zatohel von vlažnega prostora pač bil nevzdržen in je po enem tednu zaključil zgodbo. Tako da definitivno je treba pač zadevo prezračiti. Zdaj tukaj imamo 3 možnosti. Eno je naravno zračenje, kjer je pač treba vsak dan odpirati, zapirati okna.
Pa imamo razne ventilatorje ali rekuperatorje, lokalne ali pa centralne rekuperatorske sisteme. Ne. Zdaj, moj predlog ponovadi strankam je, če je zadeva namenjena za oddajanje ali se pravi nekaj, na kar nimamo mi nadzora, ker nikoli ne veš, kakšna stranka bo prišla, a bo zračilo, ne bo zračilo. V takih primerih jaz vedno predlagam, da so avtomatski sistemi, ki delujejo ne glede na to, a se zrači ali ne, zaradi tega, da se zagotavlja, da vlaga zapusti prostor, pa potem idealno, da toplota ne odhaja, se pravi, da jo vrnemo nazaj v prostor. Ne. Kaj pa svetloba? Pri kleteh se pojavlja tudi pomanjkanje nekako naravne svetlobe. Kako lahko to rešimo? So to izkopi ob fasadi, svetlobniki in kakšne? Ne. Zdaj, kar se svetlobe tiče, tako je, ne. Svetloba je tudi zelo pomemben dejavnik. Zdaj, odvisno od situacije do situacije, ne. Zdaj, če neka okna že obstajajo, preverimo neke možnosti, če v bistvu lahko ta okna povečamo, torej spustimo več svetlobe v prostor. Po drugi strani pa seveda tudi opcije so svetlobniki, torej če imamo pogoje, da naredimo izkop, da lahko svetlobnik vgradimo, zagotovo je to zelo, zelo dobra in dobrodošla rešitev, če seveda še enkrat imamo možnosti, da to vgradimo. Ne. Ja. Tukaj smo dostikrat malo omejeni za statiko, seveda, ne. Pa tudi možnosti, ali lahko daš svetlobni jašek ali ne. Smo pa, čisto kot zanimivost, mogoče pri enem projektu, ne tako dolgo nazaj, je prišla stranka na zanimivo rešitev, da smo dali umetno okno v steno in smo z mlečnim steklom in za oknom smo dali svetlobo, se pravi LED trakove, da so simulirali sončno svetlobo in v bistvu dejansko je prostor dobil nek tak občutek, da je tam zunaj nekaj drugega, kakor da si pod zemljo. Tako da so neki zanimivi inovativni načini, kako se ljudje poslužujejo temu, da bi dali malo bolj nadzemeljski občutek. To smo že tudi mi reševali, smo pa dali stensko oblogo iz teh steklenih zidakov in zadaj LED svetlobo in je tudi tak nekako občutek, kot da je še zadaj en prostor, čeprav točno to je. Ja. Kaj pa tlorisna razporeditev in statične omejitve, kako se spopasti s temi rečemi pri prenovi kleti? Ja, zdaj težava pri kleti je, ker načeloma imaš celoten objekt nad sabo, ki ga moraš podpirati, ne. Tako da statika je tukaj definitivno izziv. In omejitev, kaj lahko, kakšne kaj si lahko dovolimo tako, katere stene se lahko odpira in ne, pa koliko se lahko odpira. Zdaj, ena stvar, ki je kot opcija pri ljudeh, ki imajo recimo večje budžete, je, da se lahko dodatne recimo točkovne temelje naredi, pa se naredi premostitve kakšnih zadev, seveda ob ustreznih statičnih preračunih pa tako naprej, je pa to dejansko cenovno bolj dražja izvedba. Drugače pa definitivno treba statika vključiti. Vsekakor. Ja, zdaj vsaka stvar mogoče ni treba preračunati, ker tudi v kleteh imamo predelne stene, ki niso nosilne, ne. Je zelo odvisno od tega, kako so temelji, pasovi temeljev narejeni, ne. Tako da kakšne stvari se da, kakšni večji posegi pa definitivno treba paziti, izgleda na več stvari kot pri... Zelo pomembno je, da se ugotovi, torej, kateri zidovi so predelni in kateri so nosilni. Pri predelnih zidovih načeloma ni nekih problemov, se jih da dosti enostavno porušiti, zamenjati, kakorkoli. Pri nosilnih zidovih je pa potrebno potem, kot je gospod povedal, ne, v bistvu vključiti nekega statika in pol dejansko s pomočjo tega statika pride do nekih rešitev, ne. Na trgu obstaja kar dosti nekih dejansko tako dosti modernih, elegantnih rešitev v smislu ojačitev z karbonskimi lamelami, s karbonskimi trakovi, tako naprej, ampak je seveda potrebno za to vključiti strokovnjaka,
ki jasno poda, kaj je možno in kaj ni možno in na kakšen način. Ne. Seveda pa potem poseko nosilno konstrukcijo potegne za sabo že gradbeno dokumentacijo in zahtevnejši postopek. No, ko smo pa malo se dotaknili finančnega aspekta, bi mogoče upala podati mnenje, koliko je prenova kleti dražja od prenove ne kleti, če smem tako se izraziti. Ja, jaz lahko z svoje plati rečem, da tako ocenjevanje je zelo nehvaležna stvar, ker moramo vedeti, da dokler se z deli ne začne, je zelo težko oceniti, kaj vse bo dejansko treba narediti, kaj vse je dejansko treba sanirati. Kakšne stvari se da videti že na ogledu objekta, recimo temu. Recimo kapilarno vlago. Naprimer kapilarno vlago, ja. Videti tako procesa. Ne. Tako, to se da nekaj, ne. So pa določene stvari, ki se pokažejo šele potem, ko se dela začnejo, in tukaj je res toliko širok spekter tega, kaj se lahko še dodatno odpre in pokaže, da je zelo nehvaležno ocenjevati. V bistvu nerealno reči, to je toliko po kvadratu, ker v bistvu je veliko nekih dejavnikov, ki potem vplivajo na... Projekt razlikujejo od projekta. Dejavniki, ki potem vplivajo na eni strani na končen izid same kleti, samega objekta in seveda tudi na finance. Ne? Tako da je to zelo od projekta do projekta, potem bolj konkretno se lahko stvari rečejo. Še eno temo inštalacije. So mogoče kakšne posebnosti, na katere je treba paziti pri renovaciji elektro- in vodovodnih inštalacij v kleti? Ja, zdaj, kar je treba merkati, je naprimer, če se dela kakršnekoli preboje na ven, se pravi, da se neka nove vode v stanovanje pripelje, da se pravi zunanji ovoj hidroizolacije sanira na način, da je to še zmeraj zaprta ovojnica, se pravi, da se ustrezno izolira, obdela preboje. Se pravi, ko mi pripeljemo novo cev ali karkoli takega, da je, se pravi, okoli preboja narejeno, da tam vlaga ne prihaja noter. Potem druga stvar, ki je pri kleteh, čeprav moram iskreno reči, da dosti redka, ampak se tudi pojavlja. Naprimer, če je kanalizacijski priključek nad nivojem, je treba ustrezne črpalke dati, zaradi tega, da odpadno vodo se prečrpava višje. Pri elektriki pa pač načeloma, če je izvedena tako, kot je treba, ni nekih posebnosti. Zna pa biti izziv, naprimer, ker kleti so dostikrat delane nižje, ne, in zdaj pri običajnih, recimo zgornjih nadstropjih je predvideno, da je v tlakih dovolj prostora, da se inštalacija večinoma da po tleh, ne. V kleteh zna biti to izziv, če nimamo višine, ne, sploh če se potem še kakšno talno gretje daje, ki je recimo z vidika vlage malo boljš kot radiatorsko. Znamo pol ta kupček zna biti malo visok, pa potem višina. Svetla višina prostora. Kar je pol še dodatno daje ta nek občutek, ne, se pravi, že tako je zaprt prostor, višino znižamo, pol ta ugodje, bivalno ugodje ni na takem enakem nivoju. Ja, v bistvu zelo pomembno je, ne, da pač, ko gremo v sanacijo, prenovo kleti, da pač vzamemo tudi ta aspekt, se pravi, da pogledamo tudi inštalacije. Ne. Torej, objekt imamo že, dajmo reči, razrušen, porušen kar do neke mere in je smiselno takrat dobro premisliti, ali imamo vse elektroinštalacije na mestih, kjer jih želimo, ali so te v dovolj dobrem stanju, isto, ne vem, neke vodovodne cevi ali pa kanalizacijske cevi, in vkolikor pač v to dvomimo, je to smiselno narediti zdaj novo, ne pa da bomo mogli zaradi neke cevi zopet objekt štemati čez neko obdobje. Ne. Tako da absolutno se obnove v tem smislu lotiti celostno. Ja. Sploh v luči tega, da ponavadi kletni prostori niso bili namenjeni bivanju in verjetno nimajo neke infrastrukture temu namenjene. Ja.
Kaj pa je en ključni nasvet za vse, ki razmišljajo o prenovi kleti v bivalni prostor? Kaj bi izpostavila našim poslušalcem? Pa ja, jaz bi jim svetoval tako, torej, da ko razmišljajo o prenovi, da se prenove lotijo strokovno, da se jo lotijo celostno, se pravi, da v to vključijo strokovnjake, projektante, arhitekte, da jim naredijo dejansko projekt, na osnovi katerega bojo potem dobili neko korektno, konkretno lahko ponudbo, torej da bojo videli, koliko ta stvar stane. Po drugi strani se bojo pa dejansko izognali tega, da bi se kaj pozabilo ali pa da bi se kaj naredilo slabo. Ne. Torej, ko se lotijo, ne se lotijo celostno, premišljeno. Ne. Ker dostikrat se zgodi, kot smo že v vodniku rekli, ok, bomo samo malo pobarvali stene, dejansko tiste odpadle pokitali stran, pobarvali in bo zadeva rešena. Ne, bi rekel, rešeno je to za mesec, dva, potem se nam pa zopet težave zelo hitro pojavijo. Torej, celostna obnova oziroma prenova. Definitivno bi se strinjal. Kar je tukaj kar opažam, je izziv, da ljudje dostikrat podcenijo in finančno in z vidika zahtevnosti projektov, sploh ko govorimo o kompletni kleti, naprimer, ne. Zdaj, en trend, ki se mi zdi, da se izboljšuje, to, da se zmeri bolj poslužuje tudi arhitektov, ki v bistvu, tako kot je rekel, pač pogledajo celotno zadevo in načrtujejo vse recimo točke in elektriko in vodovod in da vse tako, kot mora biti. Predvsem pa pač, da se te stvari, ki so recimo temeljne, osnovne, kakor je hidroizolacija, toplotna izolacija, prezračevanje, te temeljni sistemi, da se naredijo tako, kot je treba, zaradi tega, ker na dolgi rok je to največ prinese pri udobju in tudi v bistvu za dolgoročnost, se pravi, tega stanovanja, da ga ni treba čez nekaj let spet adaptirati in tako naprej, ker konec koncev vlaga uničuje tudi pohištvo. Mi smo že preden se začne, ko se odnaša stvari, pač to čez gnije omara. In če narediš zadeve dobro, pač šparaš na dolgi rok, definitivno. V bistvu tako je, ne? Če nam nek stol ni všeč, ga enostavno zamenjamo, ga odnesemo iz prostora ven, damo novega noter in to. Ne? Ko pa mi ugotovimo zopet, da vlage nismo ustrezno primerno sanirali in da imamo čez 2 meseca zopet poškodbe na barvi, neke mehurje, kaj bomo potem naredili? Ne? Ni enostavne sanacije, torej je treba to prej razmišljati in se tega res temeljito lotiti, tudi nazadnje neko okno zamenjati. Tudi ni tak problem, kot pa rešiti hidroizolacijo, če ugotovimo, ali pa vlago, če ugotovimo, da praktično nismo pravilno takrat postopali, ko je bil čas za to. Točno to. Najlepša hvala vam za tale pogovor in vse nasvete. Hvala za vabilo. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.